Ob 140. obletnici delovanja mariborskih šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja so 1. oktobra 2009 priredile priložnostni kulturno-umetniški program. Najprej razstavo umetniških del sester pod naslovom Brat Sonce, sestra Luna, ki jo je v galeriji Ars Sacra odprl mariborski nadškof metropolit dr. Franc Kramberger. V Sloveniji je trenutno okoli 100 šolskih sester v 11 skupnostih, po svetu jih je okoli 1100 v 9 provincah. Za priložnost proslavljanja visokega jubileja so se jim v Mariboru pridružile s svojimi lepimi umetniškimi deli tudi sestre iz sosednjih provinc. To je bila Anika Barovič, učenka drugega razreda glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška. Danes smo se zbrali v tem lepem hramu umetnosti, nadškofijski galeriji Ars Sacra, z prav posebnim namenom. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja praznujejo dva pomembna dogodka. 140 let ustanovitve kongregacije šolskih sester v Mariboru in 800 let karizme svetega Frančiška Asiškega. Med sestrami je nekaj takšnih, ki se likovno-umetniško izražajo, in nekaj likovnih del je danes predstavljenih tukaj na ogled ljubiteljem sakralne likovne umetnosti. Ob tej priliki pozdravljam v imenu galerije vse navzoče obiskovalce, sestre pevke, violinistko Aniko Barovič, učenko drugega razreda glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška, posebej pa še pozdravljam provincialko sestro Rafaelo Glasenčnik, ki nam bo spregovorila o delu sester, vse sestre avtorice, ki so tukaj na naši levi, oziroma to niso vse avtorice, nekaj jih je 8, mislim, da jih je danes tukaj, ki jih bom imenovala prisotne. Drugače je avtoric vsega skupaj 15. Danes so pa z nami sestra Pija Padjen, akademska slikarka Ana Ljukič, to iz Splitske province, iz Hrvaško-bosanske province Božena Gabolič, iz Mostarske province sestra Lucijana Kraljevič, iz Tržaške province
province sestra Andreja Kete, iz Koroške province sestra Lucija Klemenjak, iz Mariborske province sestra Tina Dajčar in sestra Polona Majcenovič. Drugače pa so vse, slikarke, katerih dveh so tukaj, pa še enkrat zdaj vse skupaj prebrala, to je iz Splitske sestra Pija Pavjen, sestra Ana Jukič, iz Mostarske province sestra Rozarija Radičak, sestra Lucijana Anka Kraljevič, iz Bosansko-Hrvaške province Božena Gagulič, sestra Mira Bliznac, iz Lemonske province sestra Patricija Kolenda, iz Tržaške province sestra Andreja Kete, sestra Tarzicija Valenčič, sestra Šadja Gat, ki je iz Egipta, menda ena deklica, zelo mlada, Namenka, iz Koroške province sestra Lucija Klemenjak in iz Mariborske province sestra Darinka Bajec, sestra Pavla Bajec, sestra Tina Dajček in sestra Polonca Majcenovič. Lepo pozdravljene vse. Med nami lepo pozdravljam mariborskega nadškofa, metropolita dr. Franca Krambergerja, ki bo razstavo odprl in njegova prisotnost nam je posebno čast. Žal moram sporočiti odsotnost akademske slikarke Mire Ličen-Krmpotič, ki je ves čas sodelovala ob pripravi te razstave, vendar ima jutri otvoritev svoje razstave v Puli in čas ni dopuščal, da bi bila sedaj z nami. Posebna pozornost velja sestri Angeli Zajnkovič iz Maribora, ki je res pripravila vse, kar je potrebno, da je ta razstava danes tukaj postavljena, in gospodu Tonetu Zajpertu, ki tam med vrati stoji. Večina pozna, on je tak pomemben sodelavec družine. Tonetu Zajpertu, ki je razstavo vsebinsko po sklopih postavil in smo mu zato izjemno hvaležni. Vse slike, katere so sestre poslale, nismo mogli obesiti, ker jih je bilo preveč. Naredili smo izbor v sestavi sestra Rafaela Glasenčnik, sestra Angela Zajnkovič, Mira Ličen-Krmpotič, dr. Ivan Štuhec in Milena Munda. Vsi še enkrat dobrodošli. Zdaj bi pa jaz prosila naše sestre pevke, da bojo zapele pesem. Kraju blaženem kraljuje, sredi serafinskih čir, sredi muženih Frančišek, žarom angelski modir. Zdrav nam bodi, Oče blagi, zvezda jasnega neba,
Zdaj pa prosim sestro Rafaelo Glasečnik, provincialko, da nam nekaj pove o delu sester. Tudi v delu šolskih sester vse zbrane lepo pozdravljam, posebej še gospodina Škofa in gospodin Leno, ki nam vse to pomaga in uresničuje. O delu šolskih sester, kaj ne rečem, omejila se bom na to, kar so šolske sestre od vsega začetka delale lepega. Kot vzgojno-izobraževalna ustanova smo že na začetku sprejeli nalogo, da bi mladi rod usmerjali k lepoti življenja in delovanje po Božji volji. In k temu sodi tudi vzgoja za lepo domačo besedo. Prav tako likovna in glasbena vzgoja je bila vedno navzoča. Materna hiša v Mariboru in tudi drugi samostani so bili nekdaj polni življenja in snovanja. Že od mladih nog je kongregaciji živo izdelovanje liturgičnih oblačil, kar zahteva navdih, smisel, voljo in ljubezen do dela in dober namen, pravi namen za Kristusa kralja. To delo je začela ustanoviteljica mati Margareta Puhar. Kasneje so sestre to razvijale in delale po načrtih priznanih umetnikov, pa tudi po lastni zamisli in naročnikovi želji. Pri šolskih sestrah se je porajala in razvijala skrb za lepoto domačega ognjišča. To so bila ročna dela, ki so krasila domove, kulinarika, odnos do stvari in ljudi, ki traja še danes. Pri tem so vedno prihajali na dan talenti posameznih sester, se razvijali in izpopolnjevali. V novejšem času vznikajo novi talenti, večji in manjši. Danes ubirajo sestre bolj svobodnega izražanja v slikanju, pisanju ikon, fotografiji. Pričujoča razstava je znamenje, da ljubezen do lepote pri šolskih sestrah ni ugasnila, da v nas živi, nas navdihuje in povezuje Frančišek, občudovalec vsega lepega. Poseben pozdrav velja še sestri Aleksandri Kuri, namestnice vrhovne predstojnice, sestri Nataliji Palac. Ne, predstojnica je sestra Natalija Palac, oprostite, ja, tako, ampak sestra Aleksandra Kuri pa prosimo, da bo kaj povedala. Bom pripravila. Bom kar prebrala njeno sporočilo vrhovne predstojnice sestre Natalije Palac. Prisrčno se zahvaljujem za vabilo na odprtje razstave likovnih del naših sosester v galeriji Ars Sacra v Mariboru, v rojstnem kraju naše kongregacije. Žal mi je, da osebno ne morem sodelovati v tem lepem dogajanju zaradi nepredvidenih dogodkov in obveznosti. Bom pa z vami v mislih in molitvi ter v želji, da bi ve, sestre umetnice, s svojimi deli izžarevale Božjo lepoto. Navajam pesnika Gibrana. Lepota je poživljenje sname tančico svojega svetega obraza. Toda to življenje ste vi in vi ste ta tančica. Lepota je večnost, ki se gleda v zrcalu. Pa vi ste ta večnost in vi ste zrcalo. Vaše slike in vaše življenje naj bodo res ogledalo večnosti in tudi življenje nas drugih, ki nam ni dano, da bi prenašali na platno lepote stvarstva in človeške duše.
Vse vas prisrčno pozdravljam. Zdaj pa prosim pevke. Še Dobri, mogočni Bog, dobri, veličastni Bog, razsvetli, razjasni temnine srca. Daj mi močno vero, trdno upanje, daj ponižnost pravo in ljubezni žar. Daj mi močno vero, trdno upanje, daj ponižnost pravo in ljubezni žar. O, daj mi, Gospod, razumnost in spoznanje, da zvest bom sledim le tvojim zapovedim. Daj mi močno vero, trdno upanje, daj ponižnost pravo in ljubezni žar. Daj mi močno vero, trdno upanje, daj ponižnost pravo in ljubezni žar. Hvala. Gospa Mira Ričen me je prosila, da preberem iz njenega sestavka iz kataloga. Torej, en del, kjer nekako bom rekla poziv papeža Janeza Pavla II. Iz leta 1999. Umetnice, to bomo tukaj prisotne, pa tiste, ki jih ni, ampak katera dela krasijo našo galerijo, so resno vzele poziv papeža Janeza Pavla II. V pismu umetnikom leta 1999, v katerem želi med drugim krščanske umetnike spomniti na tesno zavezništvo, ki je vedno obstajalo med evangelijem in umetnostjo in ki presega funkcionalne oziroma ter ob tem, da so povabljeni uporabljati svojo ustvarjalno intuicijo, da bi prodrli v srčiko skrivnosti učlovečenega Boga in s tem skrivnost človeka. V Kristusu je Bog spravil svet s seboj. Vsi verujoči so poklicani, da pričujejo o tem. Vaša naloga, možje in žene, ki ste posvetile svoje življenje umetnosti, pa je, da za vsem bogastvom svoje genialnosti poveste, da je v Kristusu svet odrešen. Človeška oseba je odrešena, človeško telo je odrešeno in celotno stvarstvo, ki po besedah svetega Pavla nestrpno hrepeni po razovetju Božjih sinov, je odrešeno. Stvarstvo hrepeni po razovetju Božjih sinov, tudi po umetnosti in v umetnosti. To je vaša naloga. Človeštvo v vsakem času, tudi danes, pričakuje, da bodo umetniška dela osvetlila njegovo pot in njegovo usodo. S tem pozivom papež ne loči umetnosti na sakralno in profano. Prava umetnost nas sama v sebi usmerja k Bogu. To je en del, kar je Mira napisala in je namenjena predvsem ustvarjalkam in seveda vsem ljudem na svetu. Zdaj bi pa prosila še za eno pesem. O moj Gospod, bodi zahvaljen, o moj Gospod, bodi zahvaljen, o moj Gospod, bodi
sonce, za veter svež in svetle zvezde za vježaj in čista voda, o moj Gospod, bodi zahvaljen, o moj Gospod, bodi zahvaljen, o moj Gospod, bodi zahvaljen, o moj Gospod, bodi zahvaljen za das neba in rodno zemljo, ki hrani nas in vse preživlja za žnavne sam, cvetje in travo za bližnjo rab in sinje morje, o moj Gospod, bodi zahvaljen, 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 ranimi te in naslavili s pisem, dali življenju srce na Bog, za te gorilo večnost teboj, o moj ljubizni, o moj Gospod, bodi zahvaljen, 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 o moj Gospod. Še enkrat se zahvaljujem pevkam, glasbenici, da ste še tukaj. Res prelepo petje je bilo in zelo lepa glasba. In vsem drugim, ki ste kakorkoli pomagali pri postavitvi te razstave. Zdaj bi pa prosila gospoda Načkova, da odpre to razstavo. Spoštovana zastopnica generalne predstojnice šolskih sester, spoštovana provincialka, drage naše umetnice in vse tukaj druge pričujoče sestre in vsi, ki ste tukaj zbrani. V naših ušesih in srcih še odmeva tisto vse slovensko slavje z mariborskega štadiona, ko smo preteklo nedeljo okrajali 150-letnico predstavitve škofijskega sedeža in Šentrandraža v Maribor, 10-letnico Slomškove beatifikacije in tudi 150-letnico ustanovitve Visoke bogoslovne šole tukaj v Mariboru. Vsem nam je tudi znano, da cerkev na Slovenskem obhaja posebno evharistično obdobje, ko se pripravljamo na evharistični kongres, ki bo drugo leto v Celju 13. junija. Prav tako nam je vsem znano, da vesoljna cerkev obhaja tudi posebno leto, 150-letnico smrti svetega Janeza Vianeja in je razglašeno to leto kot leto duhovnikov ali duhovništva. Ta velika krajevna, slovenska in pa vesoljna spominska dogajanja pa približujemo danes v tej naši umetnostni galeriji tudi ta dogodek, ki je tudi jubilejni dogodek. Vse smo slišali, 140-letnica ustanovitve šolskih sester. Ko rečem šolske sestre, se nekako takoj v duhu predstavim nazaj v leto 1860, 2 leti pred Slomškovo smrtjo, ko je bil tukaj v Mariboru slovensko-nemški misijon in ko je bil končan, so prišle v Slomšku dobre gospe se mu zahvaliti za ta dvojni misijon in takrat jim je nekako sporočil idejo, ki jo nosi v svojem srcu, da bi ustanovil posebno družbo za varovanje ženske mladine v razvijajočem se Mariboru in je ustanovil družbo katoliških gospa. To je bilo tisto seme, ki ga je Slomšek položil v vodovitno brazdo in je pognalo novo življenje, in sicer šolske sestre. Res je, formalno ustanovitev Slomšek ni dočakal pred 13. september 1869,
zato je to letos 140-letnica tega reda. Vendar pa je njegovo delo v korenini nekako njegovo delo. Pozneje so šolske sestre zapisale v zgodovini mariborske škofije in sploh cerkve na Slovenskem in še v širšem okolju nekako posebno neizbrisno zgodovino. Ne samo, da imamo tukaj predstojnice in pa zastopnice iz mostarske, splitske, hrvaške, bosanske in ne vem katere province še. Šolske sestre so tako rekoč osvojile svet, kako je osvojil ves svet, to je njihov ustanovitelj, glavni ustanovitelj, sveti Frančišek Asiški. Tako da so danes tako rekoč po vsem svetu. In v tem delovanju šolskih sester ima posebno mesto dvojno poslanstvo. Eno je izobraževalno in šolsko, zato se tudi imenujejo šolske sestre. In kako ponosni so bili vsi tisti naši predniki ali pa tudi še sedaj živeči ljudje, ki se ponašajo s tem, da so hodili v samostansko šolo. In drugo poslanstvo pa je umetniško. In to naravno prečuje ta današnja razstava. Tu je sicer so slike, ki vidijo naše oči, a koliko umetnosti so naredile te sestre, ki ne vidijo naše oči, vsaj tukaj ne. Vidimo jih pa po naših cerkvah, bodisi ko gledamo duhovnike oblečene v mašna oblačila, koliko umetnosti je skrito v tistih izšivanih, dragocenih in občudovanja vrednih olatih in pa antipendiji, mašnih oblačilih in podobno. In koliko umetnosti in koliko govorice duha in srca je položeno v te likovne objekte ali eksponate, ki vidimo tukaj ali pa kje drugje, recimo na pročelju našega narodnega svetišča, na Brezja ali na Rabu in marsikje drugje. Povsod se vidi roka teh sester. Te roka umetnosti, roka, kako da se je nekako Božja roka dotaknila te naše sedanjosti. Nekoč sem bral eno knjigo, ki ima naslov Spomeniki prihodnosti. Običajno postavljamo spomenike tistim, ki so v preteklosti imeli neke zasluge. Pisatelj pa hoče postaviti spomenik prihodnosti in tudi misli na redovnike in redovnice. To so živi spomeniki prihodnosti, ki za svojim življenjem kažejo tisto življenje, ki bo šele prišlo v tisti absolutni prihodnosti. In taka uravnanost v tisti zadnji cilj pa seveda rodi v srcu in v človekove notranjosti tudi čut in smisel za umetnost. To so stvari, ki se dajo izraziti samo z umetnostjo, bodisi z umetno besedo ali pa z umetnostjo, kako jo vidimo tukaj, ali pa tudi z glasbeno umetnostjo. Ko tako občudujemo te eksponate, ki so na stenah, pa tudi te eksponate, ki so tukaj pred nami, iskreno čestitam vsem sestram. Vodstvo te galerije se zahvalim za to, da ste omogočili to razstavo in vsem vam pa želim, da bi se ob teh eksponatih nagovorjene z Frančiškovo karizmo. In s tem razglašam in otvarjam to razstavo kot odprto. Poglejmo si, prostore malo sredo, kakakoli, da Nekaj pa se je umetla. Nekaj ste pa se
Veliko stvari se nam brez, ne še ni